Portal 100. Intervju. Dobrodošli v Portal 100 intervjuju. To je prva sezona in druga epizoda. Ja, tokrat pa je z mano gost, ki je dober na področju umetnosti. Če grem še bolj natančno v te podrobnosti, on je v bistvu odličen mlad scenarist, sicer pa piše tudi gledališke igre, sodeloval je pa že pri marsikateri predstavi, igral v seriji, tako da jaz bom kar pozdravil Leva Mastnaka Trobentarja, pa nam bo on kaj več povedal. Lev, zdravo. Ja, zdravo Miha, hvala, da si me povabil na svoj podcast. Ni problema. A sem uvod dobro povedal, a sem kaj spalil, no bom tako rekel? Ja, v redu si povedal. No. Mislim, jaz sem samozaposlen v kulturi, študiral sem na AGRFT-ju, kjer sem končal dramaturgijo in scenske umetnosti, na drugi stopnji na magisteriju pa scenaristiko, torej pisanje za film in televizijo, pa tudi za podcaste smo enkrat že med študijem pisali. Se pravi, to je nekako, recimo temu, tvoje prav domače področje, v bistvu ti se načeloma zdaj samo s tem ukvarjaš, nič drugega. Ja, ne čisto samo s tem, zdaj kot samozaposleni v kulturi sem tudi še pedagog, učim na osnovni šoli Valdorski v Ljubljani, poučujem filmski krožek trenutno, pa na vsako toliko časa prijem tudi še na kako drugo gimnazijo ali pa srednjo šolo ali pa osnovno šolo gostovati kot predavatelj. Lani marca recimo sem na gimnaziji Bežigrad ljubljanski imel 2 predavanji o osnovah scenaristike. Zdaj ja, na tem filmskem krožku, kjer trenutno učim, tudi drugo leto zapored zdaj učim, pa učim vse osnove filma, ne samo pisanje scenarijev, ampak tudi ostale stvari, režijo, igro pred kamero, montažo, in smo tudi lansko leto v okviru tega krožka tudi posneli kratki igrani film, kjer so otroci noter igrali, tudi skupaj smo si izmislili zgodbo za film in so napisali za nalogo scenarij, da smo ga potem realizirali. In ja, tako enkrat na teden imamo uro pa pol, pa je kar dobro uspel tisti film, no, tako da super, imam letos že 2 generaciji, ko učim. Aha, no to je pa že kar v bistvu dosežek, dajmo temu reči, ne? Da je kar napredek na tem področju, pol praviš. Ja, no pa ob strani pa tudi sem še igralec, tako amaterski sicer, ker nisem prav študiral tega, ampak se pa že od malega ukvarjam tudi s tem, sem že v osnovni šoli. No to me zdaj zanima, ja, malo mogoče gremo od začetka, ne, ker marsikdo te še ne pozna, pa kakor sem že nekaj bral v intervjujih, ko si jih že prej delal, da si bil ti zelo navdušen nad pravljicami, ko si bil otrok. Da si tudi pisal parodije na pravljice. V bistvu malo nam o tem poje, ko si to sploh začel, koliko se spomniš v bistvu, ne, se to je že zdaj res kar nekaj časa nazaj, ne, ampak kako si sploh vse skupaj začel na tvoje otroštvo, kako si ga kaj preživljal skozi to zadevo, no? Ja, v bistvu to je bilo res tako, ja, da je moja mama, še ko sem bil čisto otrok, pisala radijske igre, včasih, ko jo tudi že celo življenje zanimalo pisateljstvo, ni sicer tega študirala, no, ampak je pa tako, kot ob strani, ob študiju pisala radijske igre, nekaj tudi od tega zaslužila. Pa zdaj tudi par let nazaj je pa tudi prav profesionalno se začela s pisateljstvom ukvarjati, je tudi izdala en mladinski roman par let nazaj pri založbi Miš, naslov je Alternativni ukrep.
Pa zdaj tudi je že napisala še en roman potopisni za odrasle, ki bo pa prišel, tudi, mislim, bo šel pri Mladinski knjigi menda naslednje leto. Ampak ja, o tem še ne smem zares preveč povedati. Naj bo še skrivnost. Ne ostane še skrivnost. Ampak ja, ona nekako mi je bila inspiracija za to, da sem se še sam začel ukvarjati s pisanjem, ker se spomnim v otroštvu, ko je ravno napisala eno otroško radijsko igro, je dala meni kot prvemu bralcu za prebrati in komentirati. In ja, sem bil takrat še dosti pod vplivom teh Disneyjevih celovečernih filmov in risanke. Tako da sem mi potem v tem smislu malo komentiral, da bi bilo fajn, da doda še malo več akcije. Vem, da... In sem slišal, da so jo tudi zavrnili to igro, kakor si jo ti takrat napisal, ne? Ja. Tako sem prebral intervju, ne? Ja, takrat je bilo glih nekaj, mislim, da se je glavni urednik ali kaj tam na radio televiziji Slovenija takrat menil, je izbiral te radijske igre in je takrat glih zavrnil, pa potem še enkrat poskušala, ampak so jo spet zavrnili, no, tako da ni imela sreče s tistim urednikom, ki s prejšnjimi pa so vsako igro izbrali. Tako da ja, zato je potem nehala začasno to delati, ampak ja, takrat sem ji tudi jaz za ono zadnjo kaj napisala, pokomentiral in je to pa tudi mene inspiriralo, da sem se še sam začel ukvarjati s tem, da sem začel pisati dramske tekste. Tako v otroštvu sem se tudi že v prvem razredu osnovne šole sem bil, sem se včlanil v dramsko šolo Barice Blenkuš, ki je bila včasih v Ljubljani. In tam smo zmeraj delali kakšne improvizirane dramske tekste, mislim predstave, kjer smo sproti si izmišljevali, kaj se bo dogajalo, kakšne prizore bomo igrali in kakšne like. In ja, takrat sem potem tudi sam dobil idejo, da bi napisal kak dramski tekst, ki bi ga tam igrali. In sem res napisal 3 dramska besedila in 2 od teh smo igrali res v tej dramski šoli. Smo prav take, to so bile pa res prav take parodije na pravljice, to, kar si prej omenil. Ena je bila na Martina Krpana, sem naredil parodijo. Ta je bila prva, ki smo igrali v tej dramski šoli. Pa še tako je bilo, da je bil ta lik Martina Krpana, kot en tak napol schizofren junak, oziroma kot en Dr. Jekyll, Mr. Hyde varianta, da ko postane jezen, postane čist drugačen, kot je bil prej, to tako veliko večji in močnejši. Tako da rekel sem zato tudi, ker zdaj se ne bom spomnil, pa sem prej vedel, da si še na eno drugo napisal parodijo. A ni bilo na tisto na začetku tudi, ko je šla a ni bila na tisto, ko je bila takrat, ko je praviš, da so jo na RTV zavrnili, a ni bila to tudi parodija, ali je bilo to nekaj drugega, v bistvu. Zdaj, mogoče sem malo pomešal, ne vem točno, ne, mislim, na RTV-ju niso nič do zdaj zavrnili. Takrat, ki si za mamo, za tisto prvo. Za mamo, ne, tist ni bila parodija. A ni bila, ne, pa sem jaz mogoče malo zamešal, se nima veze, v glavnem. Vem, da za eno parodijo je prav to tam v intervju pisal, zato sem tako tudi rekel, ampak zdaj se ne spomnim naslova, kjer je bila, ker mi je bilo tudi zanimivo tisto prebrati. Kraljična na poletnem plesu, to verjetno, kaj pa mogoče, parodija na vse te Grimmove pravljice, ki so s princeskami, to so te kraljične,
v naslovu. Jaz sem dal, da imajo nek svoj klub, kjer se dobivajo vsak teden in organizirajo en tak velik ples vsako leto. Ampak ker živijo na planetu Venera, kjer je veliko pomanjkanje moških, morajo potem vsako leto iskati rešitev, kako pridobiti plesalce svoje za ta ples. In je v bistvu o tem zgodba, kako jim gre veliko stvari narobe, ko probajo ta ples organizirati. Pa še ena negativka je tam, ki pa skuša sabotirati ta njihov ples. Pa mama Kljuka, ki je mama od kapitana Kljuke, z Petra Pana zgodbe. Zanimivo, vidiš. Ja, nisem, da je bilo to, da sem tudi prebral. Ja, mislim, da je bilo to. Se pravi, včeraj, ko sem se na tole pripravljal, sem videl, no, pa se mi je zdelo kar zanimivo, no, ko si te parodije ustvarjal na pravilce, ne. To smo delali takrat, ja. Mislim, to predstavo smo tudi igrali v dramski šoli Barece Blenkuš. Pa potem so tudi še na eni osnovni šoli isto naredili po tem mojemu tekstu še svojo izvedbo te predstave. Pa še z dvema prijateljoma, ki smo včasih sodelovali v humanitarnem društvu Bo to, kar si. Prek tega društva smo včasih tudi organizirali gledališke delavnice in smo tudi v Siriusu Kamnik smo delali delavnico, pa smo tam tudi prav na ta dramski tekst Kraljične na poletnem plesu naredili še predstavo. Se pravi, če sem jaz prav, če te prav zastopam, ti si v bistvu zaključil študij, se pravi smer scenaristika, pa dramaturgija, ne? Ja. Imam prav? Ja. Pa v bistvu pišeš tudi gledališke igre? Ja, mislim, zdaj že nekaj časa nisem, no, ampak tudi na vsake toliko časa napišem kako gledališko igro. Nazadnje sem eno kratko gledališko igro napisal z naslovom Očeradi, ki so jo v Mali drami v Ljubljani igrali par let nazaj. Ja, je bil tak 10-minutna igra, no, ni bila tako dolga, pa samo 2 lika. Je bilo tako eno v bistvu policijsko zaslišanje in ja, 2 zelo dobri igralki sta igrali. Ena je bila kakor policistka, ki zaslišuje drugo osebo. Druga oseba je bila pa taka ena paranoičarka, ena, ki je, za katero se ne ve čisto točno, je malo nora. Ker stvari, ki jih govori, so zelo zmešane, no, deluje kot kakšna teorija zarote, to, kar je govorila. No. Ja. Kakor da obstajajo ljudje močeradi, ki jih je srečala v snežniških gozdovih, ker je tam ogromno močeradov, pa še so se tja šli z družbo napit z močeradovcem. Ne? Pa seveda, ja. To je glavna stvar pa, ne? Ja. In pa so začeli halucinirati ljudi močerade, da jih tam preganjajo. To je še bolj tragedija, res pa, ne? No in ja, ona to pa razlaga tej policistki, ja, ljudje močeradi me lovijo, ne? Zaradi tega deluje malo nora, ne? Tako pa ne veš, a se je to res zgodilo, ali ne? Ja. Zanimivo. Pa daj mi zdaj v bistvu povej, ne, gledališko igro, jaz si to ne predstavljam, a je to težko narediti? Ja, v bistvu kar vzame ogromno časa, ne, sploh če delaš celovečerno igro, ne, uro pa pol dolgo, recimo, to je 90 strani, ne, vsaj besedila za napisati. Dost, ja.
In ja, to lahko vzame vsaj 2 leti, da Toliko napišeš. časa. Mislim, ja, saj tako prvo verzijo, ne, da napišeš teh prvih 90 strani, to lahko relativno hitro napišeš. No, oziroma, vsaj jaz sem se dosti izmojstril v tem, da zelo hitro tipkam. Tako da moj rekord tudi za pisanje celovečernega scenarija je 6 dni. Sem v 8 urah sedenja, no, na dan. Ja. Tako da ja, to... Se pravi, da nekaj časa dober to čas. traja, ne, da to pripraviš vse skupaj. Ja, to glede časa traja, zato ker moraš pa potem tudi še popravljati konstantno, ne, pa še enkrat od začetka iti potem pisati, ker kakšne stvari spremembe, ki moraš dati v tekst, ne, včasih moraš tudi kak lik komplet spremeniti, ne. In ja, zaradi tega se ti vse sesuje, cela struktura, ne, besedila in moraš še enkrat od začetka spet pisati, da napišeš novo verzijo, zato lahko traja tudi po 2 leti ali pa več, ne. Ja, tako da so lahko kar dolgi procesi, tudi rabiš dože kakšne predpriprave prej, ne, raziskati stvari. Za raziskave tudi takole podobno, kot ti intervjujem ljudi, ne, z določenimi poklici, ki me zanimajo ali pa ki se ukvarjajo s takimi temami, ne, kjer tudi jaz obravnavam, ne, za kak specifičen tekst. Ali pa ja, včasih tudi grem delat, no, kot v kakem poklicu, v katerem pišem scenarij, da sam dobim izkušnje iz tega, ne, kako se to počne, pa kakšen je žargon tega poklica, pa vse te stvari. Zastopam, ja. Zato, ker težko zares pišeš o stvareh, ki jih ne poznaš ne dovolj poznaš, dobro, ja, ne. ja. Tako da, Se pravi, da dobiš neko realno sliko, Ja, kako, da se pa tudi lažje lotiš te teme, naprimer, ne, ko boš pisal igro ali kakorkoli že, ne, ko praviš. ja. Tako da ja, vedno izhajam iz sebe in svojih izkušenj o tem, kar pišem, ali pa od ljudi, ki so mi dovolj blizu, ne, da dobro poznam tisto področje. Ti si pa tudi v bistvu zelo dober na pisanju scenarijev, ne, že tudi tlele imaš kar nekaj izkušenj v bistvu. Pa mogoče še kaj o tem povej, v bistvu, kako ti sploh, kaj je sploh scenarij, kako ga pripraviš za tiste, ki tega ne vejo, no, ali pa tudi ne vemo, ker tudi jaz verjetno prav ne vem točno povedati, ne, kaj to je. Pa dramaturgija, kot praviš, v bistvu kaj je eno, kaj je drugo, pa mogoče kaj je težje, kaj je lažje, no, če lahko poveš kaj o tem v bistvu. Ja, mislim, na AGRFT-ju, ne, na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, tam se da študirati dramaturgijo samo na 1. stopnji, medtem ko, no, pa tudi na 2. stopnji se da, no, ampak ja, nekako je to osnova, ker dramaturgija je v bistvu dosti širok pojem, no, lahko obstaja gledališka dramaturgija, filmska, televizijska, radijska, ne. Tako da se v bistvu sam potem v bistvu odločaš in usmeriš v tisto, kar te najbolj zanima, no, in mene je bolj film in televizija sta me najbolj zanimala, zato sem potem na magisterij šel na scenaristiko, torej na pisanje filmskih in televizijskih scenarijev. Potem, ja, pa tudi najbolj me je pisanje zanimalo, ne, tako da zato sem se bolj v to usmeril, ker drugače taka čist gledališka, splošna dramaturgija je pa, da si v bistvu bolj asistent gledališkim režiserjem na predstavah, ne, režiserkam, in je tvoja naloga, da skrbiš za to, da v smislu zgodbe strukturno vse štima, ne, da ima gledališki tekst rep in glavo, in tudi ker zelo redko se igra celoten tekst v celoti, ne, mislim dramski tekst,
Ker recimo kak Shakespeare, ne, so vse njegove drame, če bi se cele igralo od začetka do konca, bi bile vse predstave najmanj 4 ure dolge. Ne. Ja. Tako da je naloga dramaturga glih to, da skrajša tekst. Ne. In to na tak način, mislim, da spravi tekst na 1,5 ure, recimo 4 ur, ne, na 1,5 ure. To je pa kar. Ja, je ogromno potem enega pucanja, ne, tudi kakšne like je treba komplet ven vršiti, tudi odločiš se, katera tema ti je najpomembnejša, ki jo želiš izpostaviti, ne, ponavadi režiser ima neko svojo vizijo, katera tema se mu zdi najpomembnejša in kakšno sporočilo bi najraj dal gledalcem in more potem dramaturg tako osredotočati tekst, da pride to sporočilo, glavno sporočilo ven. In to mu potem tudi olajša, ne, če se osredotoči na to temo, tudi kateri liki so najpomembnejši v tem tekstu in tudi nasplošno, ne, kaj od tega teksta je najpomembnejše, da pride to sporočilo ven. Tako da ja, to je nekako splošna dramaturgija. Se pravi, jaz bom tako rekel, da je to kar zahtevna stvar, ena od bolj zahtevnih stvari, ki pa je na predstavah spregledana, oziroma v tem smislu, ne, vsak pride pogledat, ja, režiser je ta pa ta, ne, ostali, ki so pa v bistvu pri tem sodelovali, pa če tako pomisliš, ne, je pa včasih to samo delo precej bolj odgovorno, ne, sploh naprimer v to smer, kot ti praviš, ne, dramaturg, da moraš vse to pripraviti, kar si zdaj povedal. Meni se sliši to zelo zahtevno pa zakomplicirano, ne. Se pravi, moraš imeti polno enih idej, glava ti mora non-stop delati, ne, ko se spraviš to pripravljati, ne. Se pravi, si skozi pogojeno pol, ne, skozi moraš misliti, on tako reči. Ja, mislim, skozi moraš biti v fokusu, skoncentriranja na dramsko besedilo, ker tudi na vsakih vajah je treba tam uživo še kaj krajša dramski tekst, ne. Tudi prilagajati moraš dramski tekst igralcem, da jim je lažje za izgovoriti kaj. Pa tudi kakšne tekste, ne, ki so zelo stari, ne, je treba včasih tudi aktualizirati, posodobiti, ne, da spremeniš nek tekst, ki je bil napisan v 60-ih letih, da se dogaja zdaj v tem času, ne, je čist drugačne. Takrat še ni bilo skoraj nobene te tehnologije, telefonov in takih stvari, ne, tako da moraš potem tudi na take stvari misliti in jih vključiti. Ne, prilagoditi današnjim časom, ne bi temu rekli. Ja, in tako, da izpade, da je res tekst iz tega časa. Ne, iz tega časa, ja. In ne iz tistega. Seveda to ne moreš zmeri narediti, ne, ker včasih so v zadju tudi še avtorske pravice, ne, sploh če so avtorji še zmeraj živi, zahtevajo dostikrat, da se igra točno tako, kot je napisan tekst, ne, tako da v takem primeru ne moreš spreminjati teksta in prilagajati. Ampak ja, za kakšne avtorje, ki so pa že dolgo mrtvi, vsaj 70 let morajo biti mrtvi, ne, pa lahko tudi spreminjaš na ta način besedila, no. In zdaj, ja, pred kratkim smo delali ravno eno predstavo v Špas teatru, ki ravno gostuje po celi Sloveniji, tako da si jo lahko pridete pogledati. Naslov je Večerja bedakov. Zakaj tak naslov? To je mene, ko sem zvedel za to predstavo, nisem šel takoj gledati, ampak sem se to prvo vprašal, zakaj tak naslov v bistvu. Ja, to je v bistvu tekst iz 90-ih let, 1996 leta, je vam prišel v bistvu kot film, najprej scenarij. Francis Weber ga je napisal, to je francoski tekst in je takšna zelo zabavna situacijska komedija. Je pa, ja, naslov je Večerja bedakov, zaradi tega, ker je protagonist en tak bogat založnik, ki s svojimi drugimi bogatimi prijatelji vsak mesec prirejajo
večerje, kjer mora vsak povabiti kot svojega gosta zraven enega bedaka. Ampak takšne, kot oni smatrajo, da so bedaki, to so v bistvu samo ljudje iz nižjega sloja, kot so oni sami. In za njih so to bedaki. Ne. No in ja, na teh večerjah potem tekmujejo, kdo bo pripeljal najbolj zanimivega butlja. In ti zmaga, ne, in dobi neko nagrado, neke nagrade si dajo med sabo, ampak ja, v bistvu so precej zlobne te večerje, ne, se v bistvu norčujejo iz revnejših ljudi od sebe, ne, tako da ni glih lepo sporočilo, no, ampak vseeno je to taka komedija, tako da seveda se vse maščuje temu založniku, spozna takšnega butlja, res prve klase, ne, ki pa mu vse njegove plane uniči, ne, ker je še predober ta butelj. Ta butelj se mu v bistvu ne da bi sploh se dobro zavedel, kaj počne, ne, se mu maščuje na ta način, da mu vse sesuje v enem večeru, no, da žena zapusti potem tega založnika. Ne preveč povedati. Ne smem preveč povedati, ampak ja, v glavnem v eni uri mu unič celo življenje, tako da se zelo maščuje temu protagonistu, da je hotel iz butlja se norčevati, ne, ker na koncu sami spade butelj, ne, in v temu je v bistvu ta tekst. Režiser je Bojan Emeršič. Ja, ki je sicer dramski igralec, ne, se je zelo znan. Seveda. Kdo ne pozna Emeršiča, ne, iz naše male klinike, iz Ja šefa zdaj. Ja. No, pa še enega poznamo z Ja šefom, pa potem mačkam kasneje. Ja. V bistvu me to prvo zanima, tvoja naloga pri tej predstavi. Ja, jaz sem bil dramaturg pri tej predstavi. No, pa smo pri dramaturgiji ponovno, evo. Ja. No, se pravi si 4 ur delo, 1 uro pa pol, ali kako? Ja, ne, tle v bistvu na srečo ni bil tok dolg tekst, ampak ja, če bi igrali čisto vse v kosu, pa bi bilo vsaj 2 uri pa pol, ali če ne celo 3 ure, vse skupaj dolgo, no. Tako da ja, mi smo spravili na 1:45 predstavo brez odmora, tako da je glih nek super čas. In ja, smo zelo veliko spremenili, veliko smo pokrajšali van, tudi en lik smo komplet van vrgali. Če je bilo leta 96 praš original, sprej rekel, se pravi, da si je mogel tudi po sedan iti. Ja, pa smo se v bistvu odločili, da bomo vsem pustili v tistih časih, no, zaradi tega, ker je v tej predstavi kar veliko telefonskih pogovorov po stacionarnih telefonih. Pa bi, ja. No, to je še danes, se stacionarci še najdejo danes, ne, tako da. Ja, ponekod se še uporabljajo, ampak ne več toliko pogosto, kot so se takrat danes doma, skoraj nihče več nima stacionarnega telefona. Seveda. Sem šel v kakšnih službah, ki jih imajo v pisarnah in tako. Ker tudi pri nas doma nimamo niti več telefona, ne stacionarnega, tako da iz tega vem, da niso več toliko uporabni. Seveda, itak. Ampak ja, takrat so pa samo to imeli, ne, sploh ni bilo drugega, in je velik del predstave, no, govora po teh telefonih, zaradi tega je v bistvu tudi kar z tehničnega vidika zahtevna predstava, tako da tudi za tehnike, ne, ki morajo luči in zvok menjati v dvorani, imajo tudi oni kar težko nalogo, morajo biti zelo pozorni, da v pravem času ne sprožijo kateri zvok, telefonski pogovor in podobno, ne, telefonske klice. Tako da ja, je tudi z tega vidika zelo zahtevna predstava, pa tudi za igralce je zelo težka predstava, tudi zaradi tega, ker je toliko veliko telefonskih pogovorov noter in tudi precej hitro se dogaja vse skupaj, ogromno enega teksta je še kar zahtevnega, tako da res moram reči kapo dol igralcem, ker so res izjemni v tej
tej predstavi. Kdo od igralcev pa vse nastopa v tej seriji, predstavi? Lahko še to mogoče poveš? Ja, tega protagonista, tega založnika, Pjera Brušonta, je igral Primož Vrhovac. Potem tega glavnega butlja, ki ga povabi na večerjo, je pa igral Jernej Kogovšek. Okay. Pa tudi, ogromno igrane. Je tudi v Šefu igral tudi, enega od kuharjev. Pa tudi v veliko celovečernih filmih in serijah nasplošno se zdaj pojavlja. Pa pri njemu je zanimivo, ker on tudi ni šolan igralec, mislim, ni AGRFT-ja končal, ampak je samouk. Pa je izjemen, no. Mislim, tudi to je bila zanga ena prvih sploh gledaliških vlog, pa je neverjetno, no, kaj nam je uspelo z njim narediti. Sej je imel kar dosti težave, no, se uživljati v ta lik, ker je res cela predstava odvisna od tega njegovega lika, ne. Vsi štosi v tej predstavi izvirajo iz komičnih situacij, ki jih on povzroča, tako da on je res najpomembnejši lik v tej predstavi. Smo mogli zelo paziti, ne, da on najbolj izstopa, medtem ko vsi ostali pa ne smejo izstopati, ne, ker bi se nam lahko vse ostalo porušilo. Imeli smo samo 1 mesec pa pol časa, da smo naredili to predstavo, ker v Špas teatru v Mengšu, kjer je njihov nekak glavni štab, tam zdaj poleti, ne, kot vsi vemo, kakšne grozne poplave so bile. Zdaj je tole smala, je cel Mengš totalno zalilo in med drugim tudi Špas teater, ne. Vse v kleti jim je zalilo, tako da ogromno opreme, ki so imeli gledališke dvorano, jim je tudi celo zalilo, vse jim je šlo, tudi kostumov, tako da so kar rabili, zelo veliko časa, no, da so se nazaj postavili in jih je kar skrbel, če jo sploh lahko še ostali odprti po temu. Tako da to je res zdaj prva, mislim, to je tudi razlog, zakaj smo to kasneje začeli delati sploh to predstavo. Smo šele septembra začeli imeti vaje, ne, zdajle 20. oktobra smo pa že imeli premiero, ne, pa tako v bistvu prvo javno generalko smo imeli že 16. oktobra in 17. pa tako uradno pred premiero, in do takrat smo pa že vse postavili na oder, ne, tako da manj kot mesec pa pol v bistvu smo imeli časa, da vse to naredimo. Kar hitro vse skupne za tako predstavo. Ja. Kar pohiteti. In zdaj v bistvu ta predstava po celi Sloveniji, ne, tako da tisti, ki bi si šli to pogledati, pogooglajte, kdaj, kje, in to je to v bistvu, ne. Ja. Res zelo priporočam, tako Večerja bedakov, pogooglajte, pa boste dobili ven, zakaj se gre, ne. Ja, Večerja bedakov, Špas teater. Moram reči, da je zelo uspešna. Zakaj si iti pogledat predstava? Ja, zato ker pač res konstantno smo razprodani, v bistvu karte, premiera je bila toliko uspešna, da menda smo doživeli, mislim, sploh to gledališče Špas teater doživelo najdaljši aplavz za to predstavo v celi zgodovini Špas teatra. Tako da so bili res zelo dobri odzivi na to predstavo, no, tako cela dvorana se je krohotala zelo, in tudi ogromno znanih ljudi nas je prišlo gledati. Tudi drugim, predsednica Slovenije, ne, mislim, da je bila tam. Predsednica Slovenije, Nataša Pirc Musar. Ja, to sem zasledil. Nam je ploskala, pa še ogromno tudi drugih znanih, Helena Blagne, Damjan Murko, tudi razni igralci znani.
V glavnem, ja, naj res. pridejo ljudje pogledat, ne? Ja, res priporočam. Ja. No, če gremo pa zdaj še od te predstave mečken nazaj na tvojo kariero, tudi scenarije pišeš. Baje, da si napisal 4 scenarije za... To mi je kolega namignil za celovečerni film, a mi je narobe rekel, pa da to še ni šlo. Je prav povedal mi. Ja, je prav povedal. No, Ja. zakaj to še ni zun? Ja, ni še zunaj, zaradi tega, ker so določeni postopki tukaj v Sloveniji, kako prijeti do teh stvari, ker niso tako enostavni. Ne. Slovenski filmski center je tisti, ki dobi sredstva od države, od Ministrstva za kulturo za realiziranje celovečernih filmov, ki jih mora potem razdeliti ta denar za vsaj 8 celovečernih filmov, ki se vsako leto jih realizira. In tudi režiserji filmski morajo čakati najmanj 4 leta, da lahko pridejo, da lahko realizirajo svoj nov celovečerni film. Tako da so ker je zelo malo sredstev, to na splošno za film, da je v povprečju en celovečerni slovenski film narejen za 1,5 milijona. In to še ne samo z denarjem, ki ga dobijo od SFC-ja, Slovenskega filmskega centra, ne, ampak tudi, ki ga dobi še od koprodukcij, ki so zmeri tudi še zraven kakšne evropske države, kakšna Italija, Nemčija zraven financirajo, Avstrija, pa tudi balkanske države, Hrvaška, Bosna, Črna Gora. In doskrat, kad pišeš celovečerni film, pa tako, mislim, sploh producenti gledajo na te stvari. No, to me zdaj še zanima, povezati, se pravi scenarij, prej, mislim, da tega še nismo povedali, smo sem dramaturgija. Se pravi scenarij je to, da ti napišeš komplet film, kaj se bo dogajalo v filmu, čeprav zastopam jaz to. Ja, celo zgodbo, vse, kaj dialogi, kaj govorijo liki noter, to vse jaz napišem in prav celo dogajanje od začetka do konca, vse, kar se dogaja, to vse si sam izmislim. Edin potem prilagajam še na kakšne zahteve ali režiserja, ali tudi producentov, če zahtevajo, da je zaradi finančnih pogojev potrebno kaj spremeniti, zamenjati kakšno lokacijo, kaj poenostaviti, kar je dosti potrebno. Tako za primerjavo, slovenski film je narejen za 1,5 milijona, medtem ko hollywoodski so pa v povprečju narejeni za okoli 200 milijonov. Ja, zdaj pa ti to primeri, a ne? Ja. Težko za 200 drobiš krat, nas, ne? Ja, za 200 krat manj denarja so narejeni slovenski celovečerni film. Tako da... Se te bom čisto se kdo misel pritoževati, da so slovenski filmi slabi, pa jih primerjajo tam s hollywoodskimi filmi. Zdaj vemo zakaj, ne? Zdaj vemo zakaj so toliko slabši, ker pač toliko denarja, toliko muskja. Zdaj mene zanima, bom čisto direkt vprašal, se da s tem živeti pri nas? Ja, bolj ne, zelo težko. Mislim, če si res vrhunski, pa da imaš res že ogromno izkušenj, da si že toliko let na sceni, potem recimo, da lahko vsaj približno živiš od tega, ampak zelo redko, da bi lahko čisto samo s tem se ukvarjal. Tako da tudi jaz zaenkrat še ne morem živeti izključno samo od pisanja, zaradi tega tudi ob strani še poučujem na osnovni šoli. Delam tudi v eni sobi pobega, Enigmarium, tudi še igram, te igralske vloge. Pa igral si tudi v seriji Ja, šef? Ja. Kje te tukaj najdemo? Ja, zmeraj sem kje v ozadju, v kuhinji, ker igram enega od statistov, kuharjev
v Chateau de Philippe restauraciji. Tako da ja, za tiste bolj pozorne gledalce me boste lahko opazili v ozadju, ki je v seriji, da se zmeri, ki je v kadru pojavim. No, zdaj si morate... Kaj režem, kuham, seklam, kakšno zelenjavo. Ne. Tako, zdaj morate sliko njegovo pogledati na tem intervjuju, pa gledajte serijo. Si bil že v teh prejšnjih, se pravi, epizodah, ko so že objavljene, si že igral v bistvu. Igraš od samega začetka, no, bom tako te vprašal. Nisi od začetka. Ne, no. Nisem čisto od samega začetka, ampak prišel sem glih nekako s koncem 3. sezone. No. Tako da ja, v bistvu v 4. sezoni sem pa že skozi, oziroma skoraj vsaki epizodi od 4. sezone dalje se pojavljam noter. Zdaj trenutno je 7 sezon zunaj. Tako. Zdaj mislim, da glih enkrat sredi novembra. 9. novembra, ja, pride na 9. vojo. novembra pride že 8. sezona, ja. Pa še par sezon sledi, ki še pridejo ven. Mi smo sicer posneli že vse v celoti, tako da smo snemanje že zaključali, ampak pride pa še kar nekaj sezon ven. Mislim, da so že razkrili, koliko jih bo, ampak bomo videli v glavnem, ne? Ja, 12 sezon 12, bo. no, vse si zdaj povedal, evo. Tako da 120 epizod, to je kar, ne? In ja. Pa po pol urce dolge, ne? Ja, oziroma tako bolj 20 minut, ampak ja. Ja, no, 20 minut do pol urce, ja. Cirka pol urce, ja. Pa ja, to... Koliko časa ste to, snemali? Ste to posneli, recimo, eno epizodo v enem dnevu, ali ste to več dni eno epizodo snemali? Kako je to sploh potekalo? Ker po mojem, tudi ni tako enostavno se naučiti tam vse to. Mislim, sej kuhati načeloma, če znaš, ni problem, ne? Ampak tako po mojem, ja, nekaj se pa moraš še zmeri nekaj spretnosti pa tega naučiti, sploh če si tam v kuhinji noter, ne? Ja. Da nekaj zahteva od tebe. Naprimer, kako je to sploh potekalo, no, mogoče čisto na kratko. Koliko ste, naprimer, posneli v enem dnevu, tako za predstavo, da bodo ljudje mačkan vedeli? Ja, to je težko sicer oceniti, zaradi tega, ker se lahko snema iz 5 različnih epizod stvari v istem dnevu. Tako, en prizor iz 5. epizode, en prizor iz 10. se lahko v istem dnevu snema. Tako da tudi tisti, ki smo tam statisti, ne vemo zares, pač iz kere epizode se zdaj kaj snema, in to je tudi za igralce včasih zahtevno, ker sploh za kake, ki pridejo sam kot gosti, da so samo v eni epizodi, ali morajo priti različne dneve včasih, ker se ne posname vse v istem dnevu. Ja, tako načeloma za nek posamezen prizor ali pa sekvenco porabimo vsaj uro pa polno. Tako snemalni dnevi so pa tam po 12 ur običajno. No. V glavnem to, kar mi vidimo, je nič v primerjavi s tem, kar pa se tam dejansko posname, pa koliko časa morate tam biti. Ja. Kar ven pride ni nič vse skupaj, pač tistih pol ure in to je to, Ja. Snema se pa res non-stop. Ja, ogromno non-stop, ja. Mislim, sploh snemalci, pa snemalci zvoka, imajo najtežjo nalogo, ker so res tam po cel dan, pa lučkari, pa še vsi ostali, ki pridajo zraven, kostumografi, scenografi. Za njih je vse to full-time job, tako da, ja, tudi mi, ko smo sam statisti, smo imeli dneve, ko smo bili po 12 ur tam, na dan. Ponovadi smo čez vikende to snemali, ker takrat imajo vsi največ časa. To nasplošno in pri snemanju filmov in serij se zmeri prilagaja te snemalne plane, urnike, po urnikih igralcev. Kdaj so najbolj razpoložljivi, in ponovadi so najbolj razpoložljivi glih čez vikende, ali pa takrat, ko glih ne delajo. Ja, glede na to, da so znani obrazi noter, ja, imajo bolj malo časa čez teden, pa že kar vsak dan bi rekel, da je kar težko. Ja, ker čez teden imajo običajno zmeri predstave, zvečer
pa tudi že prej čez dan vaje za predstave, ne, zjutraj in zvečer. Je bohinc oziroma zrnec tudi tako strok, ki se ne snema? Ne, v bistvu. A ni? V bistvu je zelo topo prijazen človek. Tam ni videti, ne, zato vprašam. Ja, ne, to... V seriji ni videti, ne, ampak tako, da se ve, vse se heca. V seriji je zelo strok, ampak tako na setu je pa zelo prijazen, skozi se heca. Tudi kadar kamera ne snema, smo se to krežali z njim. Pa z vsemi nasplošno vsi. Zelo pozitivna energija je bila na setu, skozi smo se smejali in imeli dobro. In lepo. To je tudi zelo važno, no, da se snemalna ekipa dobro da se ujamete vsi med sabo, pol, ne, da komunicirate, da funkcionirate. Ne? Ja, to je najbolj važno. Mora biti dobra energija, ker če si 12 ur tam, ne pa se nekdo pritožuje, pa je slabe volje, ja, pol to slabo energijo lahko prenese še na druge. Ne, čisto razumljivo, ja. Je zato kar važno, ja, da je neka pozitivna klima, ne, na setih. Seveda. Da ne bova predolga, ker je 1 ura šla tako 1, 2, 3, ne? Kanač, ja. Jaz ti želim seveda, da ustrajaš, da delaš na tem še naprej, da si bomo hmal pogledali kakšen tvoj film, ne? Čist tvoj, tako, na televiziji zvečer, prime time, ko je. Ja, hvala, no, bi vas pa tudi povabil, da še spremljate lahko še kakšne moje televizijske oddaje, zdaj za RTV Slovenija, že zadnjih par let pišem sploh za otroke vsebine, tole otroško oddajo Firpcologi, tam sem scenarist. In ravno zdaj je nova sezona zunaj in v najnovejši epizodi sem že jaz za njo napisal scenarij. No. Tako da to lahko spremljate. Sicer pa tudi lansko leto je tudi RTV realiziral pa prav mojo avtorsko igrano serijo Mladi mojstri financ, ki je izobraževalna serija za najstnike in poučuje finančne pojme. To, kar nam vsem zelo prav pride. Ja. Tudi jaz marsičesa nisem vedel o financah, pa sem se tekom delanja te serije naučil, ker smo to prav delali po naročilu Centralne banke Slovenije, ki je krovna banka v celi Sloveniji. Ne, in so, pa ja, da ne bo pomote, ne, Centralna banka je sam tista, ni komercialna banka, ne. Komercialne banke so vse te Nova Ljubljanska banka, NLB, KBM in podobno. SKB, podobno, ja. Centralna pa v bistvu skrbi za ekonomijo, finančno stanje cele Slovenije, pa tudi za celo Evropo, ne, usklajuje cene, tudi inflacijo in te stvari, da so po celi Evropi približno enako usklajene. Ne. Tako da nima v bistvu nobene zveze, ne, s temi ostalimi bankami in zato tudi počnejo takšne stvari, ne, da tudi izobražujejo otroke. Ne. Tudi Muzej Banke Slovenije so naredili, kaj je v Ljubljani, v centru mesta, tako da tudi take stvari delajo. No. Tako da Super. Ja, priporočam to serijo. Serija je že v celoti posneta, 8 epizod je, tako kratke so, po 12 minut večinoma in so tudi že na spletu vse objavljene na RTV spletnih stranih, najdete v arhivu, torej Mladi mojstri financ je naslov serije, pa tudi najdete jih na YouTube kanalu Banke Slovenije. Zdaj si lahko pogledate, seveda, kogarkoli to zanima. Ja, jaz se ti bom zahvalil, mislim, sem kar nekaj novih stvari izvedel, pa tudi ostali poslušalci bodo verjetno tukaj marsikaj izvedeli, ker še niso prej slišali. Jaz pa samo še vse ostale za konec povabim, da lahko sledite moji spletni strani portal 100.si, imamo Facebook, Instagram in tudi Discord server, tako da na tej spletni strani dobite čisto vse povezave in se v glavnem pridružite. Lev,
hvala ti, da si bil gost v tejle drugi epizodi in seveda še veliko uspešnih projektov v prihodnje. Ja, hvala lepa, enako tudi tebi in hvala, da si me povabil. Hvala. Super je bilo. Hvala, enako tudi meni je bilo perfektno. Čau. Ja, čau. Čau.